Drage gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Report. Turistično društvo Desternik praznuje kar 40 let delovanja, zato je z nami predsednik tega društva Ivan Hauptmann. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem televizije BKTV. Takole, 40 let je kar dolga doba, pa vendar marsikaj se v teh letih lahko zgodi. Kako stoji zdaj turistično društvo? Koliko imate članov? Društvo šteje ta trenutek 110 članov. Lahko bi rekel, smo v dobri kondiciji, čeprav nas je nekoliko ta pandemija ustavila, vse določene prireditve, ampak smo na drugih področjih nadaljevali, jaz mislim, da kar uspešno z svojim delom. Tako, aktivnosti, čeprav je bila epidemija, ste nekatere lahko izvajali, ne nazadnje pa tudi delali načrte, kaj bo v prihodnosti? Da, če pogledava, obdelujemo oziroma skrbimo za potomko mariborske trte ob viničariji, se pravi, to delo smo morali upravljati, tako da je bila tudi trgatev. Istočasno smo posadili vinograd pod občinsko zgradbo, ki je praktično vnukinja od mariborske trte. Potem uspešno peljemo akcijo Od lanu do platna. Vsako leto posejamo lan, hodimo na sejme in letos v tej zgodbi nam je manjkal en segment, in sicer sušilnica za lan, oziroma kot rečemo mi, lanišnica. In tukaj letos upamo in prepričan sem, da bo tudi tako na koncu, bo ta lanišnica postavljena v Desterniku zraven našega doma in nekje meseca avgusta pričakujemo tudi uradno otvoritev. V teh 40 letih ste pa zagotovo počeli marsikaj in tudi napredovali. Ja, vseh 40 let je bil na Desterniku kmečki praznik meseca avgusta. In rdeča nit tega kmečkega praznika je bila že od prvega kmečkega praznika naprej, od lanu do platna. Res, da tam po letu 2010 je skoraj to izumrlo, ampak smo, hvala Bogu, pravi čas ugotovili, da če želimo to ohraniti pri življenju, so se ženske ponovno naučile dela na kolovrtih, na trlicah in smo to zgodbo ponovno obudili k življenju in sedaj, hvala Bogu, zelo dobro živi. Kakšni so pa kaj načrti? Zagotovo razmišljate o tem tudi, kaj bi bilo recimo v kratkoročnem planu dobro narediti ali pa tudi srednjeročnem, dolgoročnem, da bi v Desternik privabili še več turistov? Moje razmišljanje je, da turistično društvo v kraju mora skrbeti najprej, da ohranja kulturno dediščino, potem, da skrbi za družabno življenje v kraju oziroma občini in da promovira občino in kraj izven meja svoje občine. In tukaj zagotovo bomo nadaljevali z kmečkim praznikom, kot do sedaj. Potem, sedaj, ko bo ta lenišnica, zraven te lenišnice še pride tudi starinska preša in čist blizu je tudi viničarija, in na tak način bomo imeli tudi eno zaključeno zgodbo in to ponuditi turistom in jih pritegniti. Jaz upam, da nam bo tudi to uspelo. Tako, ne nazadnje pa tudi so, bomo rekli, povezovanja lokalnih ponudnikov zelo dobrodošla, to, kar pa tudi lahko preko vašega društva ali pa Tica naredijo, ne? Tudi tukaj imamo eno zelo poznano turistično kmetijo v naši občini in tudi z njimi dobro sodelujemo. Moram pa povedati, da zelo dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo, se pravi z občino, tudi preko LAS projektov, kjer smo v tem trenutku v dveh projektih kot partnerji in čakam, mislim, zmeraj smo pripravljeni tudi na nove izzive in nove ideje in zagotovo še jih bomo našli. Tako, gospod Hauptmann, najlepša hvala za nekaj informacij in seveda čestitke vašemu društvu. Hvala lepa in vabim gledalke in gledalce, da obiščejo Desternik in spoznajo lepote Slovenskih goric.
Tako, dragi gledalci in gledalke, vi pa ostanite z nami, kak malo se vrnemo z novim gostom ali pa gostjo. Ljube gledalke in spoštovani gledalci, v oddaji Report gostimo Anico Čeh, vodjo ljudskih pevk Urbančank. Te namreč praznujejo 20 let in so to tudi posebej na nek način na prireditvi Turističnega društva Desternik tudi proslavile. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. 20 let je kar dolga doba. Koliko pesmi ste pravzaprav v tem času že zapele? Zvrstilo se je veliko pesmi, na vajah smo veliko prepevale, včasih smo tudi kaj poklepetale, ampak petje nam je bilo glavno in s tem smo si napolnili duše, da smo potem, ko smo šli domov, z velikim, dosti večjim elanom kaj postorili, ker smo to ženske iz podeželja. To je ravno tisto, ne? Po eni strani lahko rečemo, kdor poje zelo ne misli, zagotovo velja tudi pri vas. Prav gotovo, ja. Moram povedati tudi, da smo priteknili v skupino tudi frajtonarja, da je bila potem, ker so ljudske pesmi bolj z žalostnimi zgodbami, sicer so tudi ljubezenske, ki so bolj vesela tematika, ampak tudi tam so dostikrat znali v pesmi temačno tematiko prikazati, ne. Ste pa vse skozi pele ljudske pesmi, ne? In to verjetno v vsem tem obdobju tudi različne. Vse skozi samo ljudske pesmi in naš muzikant je tudi ljudski muzikant bil, je znal veliko teh starih komadov, tako da smo z priročnimi instrumenti prikazali to glasbo, da se je ohranila in posneli tudi 3 kasete. Celo to. Ja. Povejte, koliko vas je zdaj, to se je verjetno tudi skozi leta število članstva spreminjalo? Najprej je bilo 8 članic, potem so nekatere odšle, prišle druge, priključni smo tudi, kot sem rekla, frajtonarja, tako da povprečno 9 članov skupine. Pa pojete tudi na različnih prireditvah, zdaj vemo, da je bila epidemija, da je bilo to skorajda onemogočeno, pa vendar tako, če se skozi leta spomnite, je bilo marsikje veselo. Na ogromno prireditvah v občini smo sodelovali, na vseh, pravzaprav so nas povabili, da smo popestrili program. Imeli smo tudi srečanja ljudskih pevcev in godcev, tam je bilo zelo zanimivo in izmenjava tudi pesmi in lepih dogodkov. Tako, načrti so pa zagotovo še tu in tam kaj zapet, kaj ne da? Ja, naša skupina smo starejše ženske že in počasi se poslavljamo in bomo dali priložnost mlajšim. Sicer smo jih dostikrat povabili, pa se niso odločili v skupino priti. No, ampak vsekakor petje bo ostalo del vašega življenja in življenja vaših članic. Ja, smo rekli, da se bomo sicer poslovile, da ne bomo več prepevale v skupini, da se bomo pa našle, pa zapele za svojo dušo, tako kot smo vsa ta leta res z pravim elanom in veseljem prepevale ljudsko pesem. Tako, najlepša hvala in veliko užitka še pri petju. Hvala lepa. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa ostanite z nami, vračamo se. Ljube gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V soboto bo v Miklavžu na Dravskem polju zanimivo srečanje tamburaških skupin. Več o tem nam bo povedal gospod Peter Rodež iz Kulturno-umetniškega društva Zvonke Antoličičič iz Miklavža na Dravskem polju. Lepo pozdravljeni. Takole dolg naziv društva, pa vendar tudi aktivnega društva, ki pripravlja zdaj zanimivo srečanje tamburaških skupin.
Deveto je že po vrsti. Res je, 9. po vrsti. 2 leti je bila pauza v času korone, da je že bilo 11. Začeli smo pred 12 leti za to tamburaško skupino, pri nas smo jo ustanovili in seveda tako je tudi potem začeli s temi srečanji. Nastopamo tudi v Miklavžu, v vseh teh društvih, v vseh prireditvah, pa tudi recimo po teh domovih, ostarelih, gremo z veseljem jih pozdraviti, zaigrati, zapeti in tudi oni z nami zapojejo. Koliko je kaj članov in članic, tudi verjetno, ali so samo člani? V tamburaškem orkestru so člani in članice in tudi osnovnošolci in srednješolci. Kar pomeni, da je treba včasih kar malo uskladiti urnike, kaj ne, da tudi otroci lahko zraven sodelujejo. Prav gotovo, ker imamo redne vaje tedenske in tudi potem to prilagajamo, kako otrokom paše, ker so tudi meni študenti do včeraj, so tu študirali in eno drugi mora se usklajevati, da nas je na vajah čim več prisotnih. Kakšne pesmi pa pravzaprav potem zaigrate tam? Imate tudi mogoče pevce, tako da je še bolj zanimivo? Ja, gledajte, imamo 2 pevca, tako rekoč, ampak tudi dosti pesmi vsi pojemo, teh ljudskih pa narodnih, takih, ki poznamo vsi, a tudi lahko ljudje z nami zapojejo skupno. To so predvsem to nekaj Slakovih pesmi, nekaj tudi iz Hrvaške, nekaj tega, kaj je aktualno, kaj imajo ljudje radi. Seveda, ker kaj je cilj in sistem in kaj je želja nas, da igramo za ljudi in za sebe. In moraš to igrati in prepevati, kaj ljudje želijo, kaj hoče tudi oni zraven sodelovati. Je pa verjetno sodelovanje med vami tudi zelo dobro. Zelo dobro, bo rekel, to je tako rekoč kot družina. Nas je 17-18 v orkestru in to smo kot ena familija, ker če tega ni, tega vzdušja, potem to delati ne moreš. Imamo strokovno vodjo, kot to vodi na nivoju, ker mi smo vsi samouki, glasbeniki po duši, ne pa po izobrazbi in moraš imeti človeka, da zna to voditi in usklajevati. Kje pa dobite glasbila? Glasbila smo kupili pred leti, ko smo začeli, predtem sem jaz pač strajal v društvu, da smo nekaj denar prehranjevali in potem smo ta glasbila kupili v Mengešu, na kar nam je tudi Lastovica ta denar povrnil. Vendar oni to vrnejo brez davka, davek moraš plačati sam. Tako, ne? Imajo verjetno vsi glasbila, tako da vzdušje je verjetno na nastopih še posebej zanimivo. Poskrbite še mogoče za dobro voljo, ne samo za glasbo. Brez nadaljnjega tudi malo se pošalimo, malo kaj povemo, da ljudje to malo čutijo. Imamo tudi eno gospo pri nas, kot neka koordinatorka v tem našem orkestru, tudi ona te stvari vodi, tudi pove na nastopih, kdo smo, kaj smo, odkot smo in tudi napoveduje ta naš program, ko ga tam odigramo. Kako pa bo pravzaprav potekalo zdaj srečanje tamburaških skupin? Točno kdaj bo, ob kateri uri, kje? Ja, to srečanje bo v soboto v športni dvorani v osnovni šoli Miklavž, ker je ta dvorana velika in lepa, se tam tribune, vem, potegnejo, da je dosti prostora za gledalce. Sodeluje 7 orkestrov in jih lahko naštejem. Ja, kar lepo prosim, ja. To so že naši stari znanci, tamburaški orkester Majšperk, tamburaška skupina kulturnega društva Peter Domanjko Čerešnjevce, to je dol pri Radguni, tamburaški orkester Cirkovci, kulturno društvo Duplek, gorjanski muzikantje, tamburaši Kaukler, kulturno društvo tamburaški orkester Duplek. To so v bistvu dvojni, eni so dvorjani, eni so Duplek, imajo pa osnovni naziv isti. In pa seveda tamburaški orkester Kut Zvonko Andoličič Miklavž, to smo pa mi domačini, organizatori. In tu vsak zaigra 3 pesmice, zaigra zapojek, pač kak ima spored. In to je 3x7 21 pesmic, kar je čisto dovolj. Nekje uro pa pol. Rekli pa ste, da se med seboj že poznate, to pomeni, da ste tudi večkrat že kje nastopili, tudi mogoče kdaj tekmovali med sabo na kakšnem tekmovanju ali je bilo vedno bolj družabno? Je bilo vedno na nivoju druženja, društva. Mi smo v Majšperk hodili dol igrati k njim na to srečanje, oni pridejo k nam, Cirkovci vedno pridejo k nam, to so pravi večina ene isti, da tudi v času korone so tudi eni razpadli, ali se še niso skupaj pobrali, ker
korona naredila veliko škodo vsem društvom in vsem tem amaterskim dejavnostim. Tudi mi smo rabili prvo mesecu, da smo se pobrali nazaj kot Tamburaški orkester. To se verjetno pozna tisto, ne? Nekaj časa vaj niste smeli imeti prireditev, samih ni bilo, ne? Neka ljubezen do glasbe in ustvarjanja verjetno ostaje, ampak tisto povezovanje je pa najpomembnejše. Tako, prav gotovo ostane to povezovanje, ampak ena vrzel je nastala vmes, ena praznina, ena predolga pauza. Ne? In tudi ljudje se potem malo kolebojo, ali še bi hodil, ali ne bi hodil, sploh starejši, malo mu volja mine, ampak bom rekel, hvala Bogu, naši se kar pobrali in so zdržali, da so se vrnili nazaj, da lahko naprej delamo. Sploh takrat, kadar ste skupaj, pa je dobro, ne? Ja, sigurno, prav gotovo. Koliko let pravzaprav vi že igrate, tako in v skupini in vi sami? No, da jaz tudi z glasbo ukvarjam drugače, tudi v ansamblu igram že celo življenje, tako rekoč, ne. In zdaj tudi igram tu v Tamburaškem orkestru, pojem pri mešanem zboru, pojem pri moškem zboru. Sem v tem kulturnem društvu skoraj 60 let. Tako da mi je tu nekako, brez tega ne zna živeti, kako bi povedal, ne. No, ti pride pod kožo in kri in brez tega ne moreš. Tudi moje vnukinje zdaj že igra flauto, glasbeno hodi, igra tudi pri Tamburaški tamburico. Tako da mu to malo podarovala po meni in to naprej strajamo, da to živi. Sami pa ste rekli, na nek način postane tudi, skupaj postanete člani, na nek način neka družina, ne, povezani med sabo, kar pomeni, da tudi prehaja med vami ljubezen do glasbe, do ustvarjanja, do določenih pesmi. Imate mogoče celo izbor najljubših? Kaj bi vam rekel, je eni par pesmi, ko so bolj na kožo pisane tudi pevcem, ne, in tudi ljudje radi slišijo. Imamo tudi nekako eno svojo himno, tamburaško, ne, smo si naredili, to nam je priredila naša zborovodkinja. In recimo za rojsten dan zapojemo, vsakemu, ko ima rojsten dan, malo se podružimo, nazdravimo in tako naprej, da se to nekako, isto kot v družini doma, ko je rojsten dan, se tudi malo ljudi vsedejo, nazdravijo, kaj pomeni, povejo in tudi mi to tradicijo ohranjamo in držimo. Takole za zaključek lahko pravzaprav rečeva, glasba združuje. Prav gotovo. In razveseljuje in ljudem daje, bo rekel, pozitivno energijo. Zato bi prav lepo vse povabil, da se pridružijo nam v soboto v športne dvorane. Prost je, vstop je prost, ni nobene stopnine, ampak da se skupaj zapojemo, zaigramo in da se vidimo. Tako, najlepša hvala za vse informacije in seveda povabilo velja. Hvala tudi vam. Dragi gledalci in drage gledalke, vi pa ostanite z nami, vrnemo se še z enim gostom. Ljube gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V oddaji z nami je danes eden in edini, lahko rečemo, Marko Soršak Soki. Bobnar, ki ga pozna cela Slovenija pravzaprav po dobrodelnih projektih, hkrati pa tudi po dolgoletni karieri. En dogodek se na Ptujskem gradu obeta v soboto, malo več o njem bo povedal Soki. Pravzaprav gre spet skupaj za dve njegovi veliki ljubezni, lahko rečemo, tako dobrodelnost kot tudi bobnanje. Sem kar dobro povedala, kaj ne da? Dogajalo se bo. Lep pozdrav, lep pozdrav, lep pozdrav. Ja, že skoraj vse si povedala, tako. Lepo je združiti glasbo in nekaj dobrega, neko dobro delo, no. Tole, in zdaj mi se spomnimo lanskega septembra, ko smo v Mariboru na trgu, ko je zaigralo več kot 100 bobnarjev. In zdaj se je porodila tudi ideja, da bi to se zgodilo na Ptuju. Zakaj pa ne? In dobili smo fantastično lokacijo ob Ptujskem gradu. In seveda, kot sva že rekla, bomo tole tudi nekako dobrodelno obarvali. Bi pa poudaril bi pa sledeča stvar, da bo ta dogodek podoben mariborskemu, za razliko bo pa ponujal tudi še dodatne aktivnosti, animacije, predvsem za otroke. Recimo, zgodilo se mi je že tudi, da sem spoznal ljudi, ki niti ne vedo, da je Ptujski grad muzej. In si bomo lahko vodeno ogledali tudi najstarejšo, največjo zbirko starodavnih glasbil. Izdelovali bomo tudi glasbila. Skratka, ogromno, tudi druženje z bobnarji in s skupino Roktors bomo zaigrali v živo
5 rockerskih skladb. Kdaj se bo pravzaprav vse skupaj začelo? No, torej, soboto, 14. maj je seveda ta datum, ne? Seveda smo tudi poslali na sončno pravo prošnjo za lepo vreme. Odgovora sicer še nismo dobili, vendar ponavadi odgovorijo vedno pozitivno. Začnemo ob 10. uri. Torej ob 10. uri, kjer se začne dogajanje in bobnari bomo pa okrog 12. ure zaropotali. Kar pomeni bobnarji okoli 30? Lahko rečemo, lahko že povemo številko? Ja, lahko povemo številko, seveda. Tokrat ne gremo na tako veliko, zaradi tega, ker smo nekako simbolično zastavili, še vedno se nekako to dogaja v sklopu moje 30-letnice bobnanja, kot je bilo tudi v Mariboru, in smo rekli, tukaj bo simbolično 30 bobnarjev. Se pa nam je slučajno malo ponesrečilo, pa jih bo malo več, no. Ampak malo več. Približno bomo na koncu skoraj isto, ne? Ja, recimo. Tako, skladbe so verjetno takšne, da bojo bobnarji lahko prišli tudi do izraza? Tako, no, moram reči, da že če bi samo 2 bobnarja igrala, je to ni tako enostavno, ker vemo, ne, bobnar je ritem in mora biti neka usklajenost in točnost, ne. Zdaj pa, če jih imamo, ne vem, 50 bobnarjev ali več, je to zelo, zelo kompleksno in zato temu tudi rečemo na nek način eksperiment, ne. Kajti tam se bomo zbrali bobnarji vse Slovenije, brez vaj, torej pridemo tja in odrihamo. To je to, ne. Seveda sem pa izbral tudi takšne skladbe, ki nas bolj kot ne kot ljudi povezuje in spušča neko pozitivno sporočilo in seveda ta duh rock'n'rolla definitivno mora biti. Plus to, da gre tudi za različne generacije, Kanada. Ja, absolutno, absolutno, absolutno. Zelo lepo je videti mladega bobnarja pa starejšega bobnarja, ne starega, ker starih ni, ne? In to je tak lep kontrast, pa tudi lepo za videti. Komadje, rajše jih ne omenjamo, ali kako naj ostanejo presenečenje? So pa niso presenečenje, ampak bi jaz rekel, da naj bo presenečenje zaradi tega, ker si lahko v sliko pol vsak samo stvari, kako ga bo začutil, ko bo, ne vem, 40-50 bobnarov razbilo te skladbe, ne, ko smo vajeni bolj kot ne v nekih klasičnih zasedbah slišati. So pa bobnarji dobili seznam že prej, tako da lahko so vadili zase, tam pa potem na licu mesta skupaj. Seveda, jaz sem pripravil en taki video z navodili, kako bi naj to zvenelo, ker moramo vedeti, da vseeno mi moramo biti usklajeni, ker če bi vsak po svoje igral, bi bil prišel do enega velikega šundra. Tako da, ja, to je potrebno nekako se uskladiti in jaz sem za njih pripravil lepo tako eno video druženje. Omenila sva že kar nekaj aktivnosti, bo torej ustvarjalne delavnice, ogled muzeja, marsikaj drugega še, ne, kar se bo mogoče še sproti porajalo, hkrati pa dobrodelna nota. Ja, dobrodelna nota, nekako me spremlja to zraven vse posod, ko sem, pa mislim, da je prav, da je. Odločili smo se, da vstopnin ne bo, ne, lahko pa z neko donacijo vseeno obiskovalci izražajo neko podporo, ne. Zdaj konkretno se trudim zbirati denar za Mateja, ki je na vozičku in ga v bistvu glasba, bom rekel, zdravimo, je neka terapija in nujno potrebuje kombi. In toliko blizu smo, toliko blizu. Tako da jaz upam, da s tem dogodkom pridemo do cilja. Dajva kar omeniti, gre dejansko za projekt dobrodelna kitara, narejena z posebnih elementov, na katero igrajo marsikateri glasbeniki, zdaj kar bomo rekli nekaj tednov, mogoče že mesecev, in ravno preko tega se promovira ta dobrodelna akcija. Drži. V bistvu smo do slovenskih glasbenikov poslali eno tako kot si že rekla, zanimivo električno kitaro, preko katere smo praktično zbrali skoraj vsa sredstva za kombi. Začeli smo oktobra, zdaj pa sem rekel nekje do tega dogodka na Ptuju bi pa ta zadeva mogla doživeti svoj epilog. Bomo mogoče Mateja in njegovo mamo videli tam? Matej in mama prideta definitivno bobnat in
podpirati zadevo. Videli smo že, da res neznansko uživa v glasbi, spremljajo, ne? Tako da je del, kot si sam rekel, terapije, hkrati pa tudi neka gesta zdaj izražena, da bo obema lažje v življenju. Tako. Lepo je videti, tudi moram reči, da Matej obišče skoraj vsak moj koncert, plus drugih koncertov, res, to je tako lepo videti. Matej je star zdaj 19 let in 19 let je na vozičku. Torej, tako mu želim jaz, pa ostali vsi, ki to podpiramo, da olajšati eno tako zgodbo, ampak moram tudi to poudariti. Ja, Mateja smo seveda izbrali, zato ker sem ga spoznal, mi je prekrižal pot v življenju, je pa Matej ambasador drugih Matejev, torej jaz imenujem Mateje tudi tiste, ki imajo podobno zgodbo in seveda je želja, da bi lahko z svojim projektom toliko daleč prišel, da bi lahko tudi drugim Matejem pomagal. To je tisto verjetno, lahko rečemo, že skoraj gonilo zate. Ta prijaznost, dobrosrčnost in ustvarjanje. Ja, takšen sem. Ne morem, tudi če sem že hotel nehati, ni šlo. Tako da naj ponoviva samo torej v soboto ob 10. dopoldan se začne pri Ptujskem gradu in traja 4 urce, torej do 2. ure. Tako. Soki, najlepša hvala za vse informacije, za to napoved in vsekakor Mateju in vsem ostalim Matejem čim lepše. Hvala vam za povabilo. Dragi gledalci in drage gledalke, lepo pozdravljeni tudi vi. Do naslednje oddaje Report.